je bila v času sejma v Gornji Radgoni med drugim tudi seje izvršilnega odbora in nadzornega odbora Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki, kjer je bila seveda vključena tudi zelo burna razprava ravno zaradi vprašanja, ki so se pojavili zaradi visokih prejemkov vodstvenih delavcev na Zadružni zvezi Slovenije. Samo ustanovitev Zadružne zveze je bil projekt Slovenske ljudske stranke v preteklosti. Meni, da je to bila dobra ideja in je še vedno dobra ideja. Žal pa izvedba ni prinesla tistega, kar bi morala Zadružna zveza prispevati. Potreba po močni in učinkoviti Zadružni zvezi je danes še večja kot kadarkoli doslej. In torej nismo proti Zadružni zvezi. Ta trenutek bi močna Zadružna zveza pripomogla res k rešitvi marsikaterega vprašanja, s katerim se ta trenutek ukvarjamo. Od tržnega nastopa pa do tega ne pozabimo, da zadružniki, torej Zadružna zveza, obvladuje oziroma ima vpliv na procente v predelovalni industriji, vendar pri samih vprašanjih, ko se pogovarjamo o situaciji kmetijstva, enostavno ugotovimo, da kmetje in pa predelovalna industrija tega kontakta nimajo, se pravi Zadružna zveza je tudi v tem delu utajila. Če pogledamo samo višino prejemkov vodstvenih delavcev, menimo, da to ni higienično, sploh ne v času krize. To je prva stvar. Druga stvar pa, da tako visoki dohodki nikakor niso posledica dobrega dela tega vodstva, namreč izključujejo se iz najemnin, ki so pa posledica dobrega dela vodstva od samih ustanovitev, tam nekje v začetku 20. stoletja, se pravi dobrega dela naših dedov in pradedov. Zadružna zveza je to preko zakona o zadrugah dobila ta delež vrnen po denacionalizaciji nazaj. Že prej smo govorili, da je sistem zadružništva sistem solidarnosti, skupnega dela, skupnega nastopa na trgu in to delo Zadružna zveza mora opravljati, pod trenutnim vodstvom je ne opravlja in mi smo kot Kmečka zveza, se pravi kot izvršilni odbor in nadzorni odbor, predlagali tudi odstop gospoda Petra Vriska, ne samo iz stranke, pač pa tudi iz mesta vodilnega na Zadružni zvezi, ker je nujna, potrebna tudi reorganizacija Zadružne zveze. Hvala lepa.